Gospod Zlobec navaja, da ne bi se slovensko in hrvaško predsedstvo že leta 1991 sprejela dogovor o meji, pa je sporazum propadal zaradi ekstremistov na obeh straneh. Gospod Zlobec navaja Janeza Janšo in Davorina Rudolfa. Kako se vi spominjate takratnih dogodkov? To, kar pravi gospod Zlobec, je točno. Lahko mogoče navedete kakšno konkretno stališče, za katerega smatrate, da je bilo ekstremno v tistem času? No, ekstremno stališče v tistem času, ne vem, ampak v času po osamosvojitvi oziroma v času med vojno in po vojni proti Sloveniji je bilo kar nekaj takšnih stališč. Med drugim to sem zadnjič bral in me to spomnilo na stališče takratnega obrambnega ministra, da je hotel z vojsko zasesti radarsko opazovalnico, ki je imela Jugoslovanska armada na Savudrijskem rtu. Takrat je Slovenija bila praktično še v vojni, Hrvaška je vojno stopala, mi smo torej končevali eno vojno in naj bi bil to začetek druge vojne. Temu je takrat odločno nasprotoval Ciril Zlobec kot član predsedstva in kakšne resne razprave o tem ni bilo. Strinjali smo se enostavno s tem, da Slovenija si takšnega koraka ne more privoščiti. Je pa seveda to, kar je bilo zadnjič rečeno, pokazalo, kakšni so bili v resnici nameni, tudi mimo predsedstva, ki je bil takrat po ustavi vrhovni poveljnik, bi se takšne odločitve lahko sprejele. Primerjava z Trdinovim vrhom, ki se omenja, seveda pa ni možno, Trdinov vrh je drugačna situacija in kolikor jaz vem, je Trdinov vrh zapustila Jugoslovanska ljudska armada oziroma opazovalnico, ki je bila tam. Opazovalnico na Savudriji pa so takoj, ko se je umaknila armada, zasedli hrvaški policisti. Nasprotniki sporazuma govorijo veliko o neenotnosti, čeprav bi se mi zdelo veliko pametneje, da bi tako ena in druga stran nosilcev slovenske politike razmišljala o tem, ali ne bi bilo pametneje poskusiti dosegati enotnost. Ampak zdaj so fronte tako poglobljene, da se mi zdi, da to praktično ni več mogoče, še posebej ne, ker so se vmešali tako vplivni dejavniki, kot je Rimokatoliška cerkev.